Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta Delove športne redakcije. Tokrat znova v polni zasedbi. Začeli bomo z Ligo prvakov kot žrebom, ki je najbolj sveža novica. Tudi nenazadnje zelo zanima slovenske navijače zaradi Benija Šeška, Kevina Kampla in Jana Oblaka. Tako da, mogoče Jernej bi začel pri tebi. Prvi vtis v žrebu o nasprotnikih slovenskih nogometašev v osmini finala. Atraktiven žreb, zagotovo pa neenostaven, ne? Ja, na tej ravni ni nič enostavno, ker sta samo dve tekmi, ne. Ni nekih, bom rekel, klasičnih, težkokategornih dvobojev, so pa vsi zelo zanimivi, ne. Naše najbolj zanima, kako se bojo odrezali Oblak, Šeško in Kampl. Tudi na nek način so prav naši nogometaši del najbolj zanimivih parov, saj po moji ceni, no. Inter Atletico Madrid se mi zdi, če bi mogel zbrati kakšnega, ne finale pred finalom, ker to ni, ampak tazga, da je res težka kategorija, je sigurno ta par. Podobno pa Leipzig, Real Madrid. Real je seveda favorit, ima vse na svoji strani in znanje, tradicijo, kapital in vrhunskega trenerja. Ampak Leipzig je Leipzig. Ta njegov visok pressing lahko izloči vsakega in z vsakim lahko izgubi. Tako da to je odprto, čeprav se favorit ve, in me zanima, koliko bo dobil kle minut Šeško in kako bi se v tem duelu odrezal. Tam je pa enako. Inter Atletico je dvoboj ekip, ki sta izjemno obrambno naravnani. Verjetno na obeh tekmah skupaj se lahko zgodi, da ne bo en gol padel, ampak najbolj temu ne bo tako, ampak ne bi bilo pa izključeno. Mislim, da je celo Interjev vratar z največjim številom tekem brez sprejetega gola v tej sezoni. Ve se tudi, kako igra Atletico, tako da kle razen kakšne hude napake obrambe ali pa prekinitve bo težko gol na kakšen drug način pada. Tako da se obeta veliko zanimivih stvari. No. Tudi Napoli, Barcelona bi lahko malo povezovali z Maradono, imaš tudi neke druge pare, ki so zanimivi, tako da se že veselim te končnice. Pa mogoče, če ostanemo najprej še pri Atletiku in Interju, tudi konec koncev nekaj skupne zgodovine z Diegom Simeonejem in tako, ampak predvsem gre pa pri Atletiku za ekipo, ki je že zdaj res vrsto let v Ligi prvakov zna igrati. Inter je igral v finalu Lige prvakov, vodi v italijanskem prvenstvu. Res dve trdni, dobro sestavljeni ekipi, kjer bo verjetno Goraz šlo za, tako kot je Jernej rekel, verjetno bodo odločale malenkosti, ampak hkrati bi pa Atletico tukaj mogoče jaz postavil v rahlo vlogo favorita. Se strinjaš s tem? Ja, verjetno je rahel favorit, samo je pa dobra, zanimiva stvar je, dejansko gre za tekmo dveh podobnih nasprotnikov v vzgoji, nasploh strukturi kluba, ne. Zelo veliko data na tradicijo, to neko fajterstvo, ne, in je zanimiv, da bo pa odločil pa navdih posameznika. Imajo pa obaj dva izstopajoča. Tako lahko, mogoče zdaj Lautaro Martinez je v italijanski ligi vroč, ampak mi ne deluje kot igralec, ki lahko s potezo ali pa skozi 90 minut ustvarja razliko. On je igralec trenutka. Če mu bojo soigralci naštimali, priložnost jo bo lahko ali pa zadev ali bo v pravem trenutku na pravem mestu, ne. Medtem ko pri Atletiku je pa Griezmann, ki je lahko asistent, lahko je strelec, veliko bolj univerzalen nogometaš. Vsi ga podcenjujemo, ne, ki gledamo ali skozi prizmo nastopov v Barceloni ali pa tudi v francoski reprezentanci, sam na koncu pa eden ključnih tako rekoč posodbi. Ja, je pa mogoče Siniša še en faktor, ki ga je treba omeniti. Sto obe ekipi, ki doma ne izgubljata. Atletico je ravno kar izenačil svoj rekord 20 zaporednih zmag na domačem štadionu. Tudi Inter ne kiksa, ne nazadnje ne v italijanskem, niti v skupinskem delu Lige prvakov ni kiksal. In to bo lahko tudi 11 metrov, ki verjetno gledamo, sicer je zelo daleč, ampak... To sta obe ekipi, ki tradicionalno igrata zelo odgovorno, zelo čvrsto na svoji polovici. Zdaj, če bi rekel, da Atletico rahel favorit, ker ima to tekmo
povratno doma. Inter se mi pa zdi, da je vendarle kontinuiteta velikega kluba večja kot pri Atletiku. Da je več pomenil v tej zgodovini nogometa. In kar si pa omenil, pa sta oba zelo močna na domačih igriščih. Pri obema je vidna ta pripadnost navijaške armade, pri Atletiku mogoče bolj kot pri mestnem rivalu, ki je neprimerno uspešnejši Real Madrid. Ampak ta pripadnost klubu je izjemna in zato sta doma tudi oba zelo močna. Ja, to so tudi izpostavljali v izjavah ravno pred zadnjo tekmo Atletika, ki je Atletiko sicer izgubil, ampak vseeno. Je pa, mislim, bo pa letos zanimivo videti, po dobrem začetku sezone Atletika so povsem v igri za naslov španskega prvaka, še vedno je to plus ali je to minus za ligo, zgolj iz vidika lige prvakov, ker ne nazadnje ne bodo morali hraniti moči v La Ligi. Ne, to je, mislim, neposredno ni nič, ampak posredno je pa plus, ker to pomeni, da si dober. Ne? Ja. Če si v vrhu, pomeni, da si dober in to ne more biti slabo v nobenem primeru. Vajeni so pa vsi igrati 2 tekmi na teden na top ravni, tako da to, mislim, govorim za te nogometaše na tej ravni, tako da kle zdaj ne vidim težav. Ob tem ima Atletico letos ekstremno in dolgo in dobro klop, igra velike tekme zelo dobro in ne vem, jaz ga vidim, mislim, kdor bo ta par dobil, bo zelo neugoden tudi za naprej. Ne. Sicer je to res težko govoriti, ker ta naprej govorimo potem že o marcu in aprilu, do takrat lahko se še marsikaj zgodi, ampak to bo res tekma visoko intenzivne igre, čvrste dueli, to, kar v bistvu je nekaj, kar lahko tudi Slovenija in slovenski klubi kopirajo. Ne. To je tisto, kar moraš imeti, če hočeš biti uspešen, pa nimaš top znanja. Pa zdaj ne govorim, da te dva kluba nimata, kles govorimo o top kvaliteti, tako, ampak pristop, fajterstvo, disciplina v obrambi, to je to, kar lahko kopiraš od teh 2 ekip. Tako. Pa še enkrat, ne pomeni, da nimata igralcev top nivoja, ker imata. Ne? Ja, je pa res ta dobra kombinacija vrhunskega oblaka, dobre obrambe in potem Griezmana, ki ti šel na vezi z Morato, ki je letos spet prebojen, zelo redno zadeva. Imaš to nek X-faktor, bi rekli Angležine. Griezmann verjetno celo najboljša desetka, ali pa pol desetka, ali pa miks med desetko pa napadalcem v Evropi. Ne? To So 3 igralci v enem. Ga ne rabimo nič podcenjevati, to je top nivo, s Francijo prišel do velikih stvari, tudi na njegov račun, ne samo z goli Benzemaja. In ne bi jaz, tudi njegove tistega obdobja v Barceloni ne bi niti izpostavil, ker so tudi večji igralci od Griezmana v Barceloni imeli težave, ker je neka specifika, nek miks med nacionalnim nabojem pa filozofijo, v katero se ne more vsak vklopati. Ne. Ja, pa še bil je v času v Barceloni, tudi v Barceloni vse ni najbolj štimal. Ja, ne bi jaz ena epizoda, ker kjerkoli druge je deloval vrhunsko. Ne. Moraš še upoštevati, da je prestopni rok vmes, da za pokrpati kakšno luknjo v moštvu je čisto dovolj, da lahko en igralec spremeni še bolj ekipo. Ne. Tako da... Če še ni igral. Ne. Ne, ja, seveda. Mislim, to je težko. Mislim, da se, no, ampak teže. Zmeraj kakšen igralec lahko pade veči, kjer trener opazi, da bi z njim lahko več dobil. Ja, če neč drugega za nekih 15 minut sklopi. Pa če gremo pogledati... Je pa za Simeoneja idealno. Ne. On pa rad to na 2 frontah, pa on bi rad še tretjo imel. Glede na to, da ima zdaj širok kader. To je on uživa, če ima na klopi 25 igralcev in da so vsi nabrušeni, ker vejo, da bojo igrali, ker vejo, da morajo igrati, ker to je idealno za njega. No, pa smo izpostavili zdaj večkrat, da gre za dvoboj 2 zelo trdih ekip, je to tudi minus za Simeoneja, mogoče se je če ti želiš igrati obramben nogomet, lažje postaviti nasproti napadalni ekipi, ki bo želela prevzeti posest, ali boste tle z Introm igrala nek šah, da tako rečemo, nogometnem smislu. 5 let nazaj, ali pa 10 let nazaj bi bil še bolj viden šah. Ker tudi Inter se majčko spreminjal. Inter je bil nekoč, mislim, se je Catenaccio v Interju, najbolj defenzivna ekipa Evrope, tam od 60 let. Potem je dolg čakal imati uspehe, ker so drugi klubi bili v Italiji uspešnejši.
Zdaj potem je prišel ta Mourinho Inter, ki so osvojil naslov Lige prvakov. Zelo podobna filozofija. Ja, zelo podobna filozofija takrat, ja. Zdaj so pa vendarle tudi oni s to strukturo igralcev, ki jo imajo, so vendarle tudi bolj ustvarjalni, kot so bili nekoč, ampak še vedno je pa to res, kot smo rekli, čvrsta ekipa, ima to tradicijo in bo zelo, zelo zanimivo na tej tekmi. Jaz bi sam dodal, mogoče se na nek način krivico dela, vendar je treba povedati, da to sta kluba, ki znata ekstremno dobro napadati. Inter je do 9 golov na zadnjih 3 tekmah. Pa ne samo številke, to so klubi, ki imajo neko svoj koncept in se preveč mogoče poudarja to zadnji. Predvsem Atletico je letos verjetno šel korak naprej, že lani na stavke in igra malo drugače. Ne? Klub Simeoneju, fajterstvo in tako naprej, to je klub, ekipa, ki zna res ekstremno dobro napadati. Brez kakršnega koli olepševanja. Tako da mogoče ni to zdaj klasična, Catenaccio, sploh ne, ampak tudi ni to bunker. No. Se ne morem s tem strinjati. Ja, se tudi Simone Inzaghi ni. Po profilu je napadalec, ne, in ne poznam trenerja, ki je bil v času igralske kariere napadalec ali pa izrazito napadalno usmerjen zvezni igralec, zdaj pa forsira pa zaprt slog igre. Ne. Mogoče je bolj previden ga, ampak ko je treba napadati ali zamenjati slog, je pa zelo drugače. Ne. Bolj gre za pristop na meji rumenega kartona. No. To je pač ta filozofija. Imata pa tudi oba temu primerne igralce, da lahko igrata napadalno. So pač kakovostni kadri. Ja, eni boljših napadalcev v Evropi. Mogoče celo Atletico, pa dobro, do marca recimo, da bo že ta prav, ampak je celo več ali pa preveč prenovil ekipo. Inter je drastično manj in je mogoče v tem kontekstu celo Inter v prednosti, tako kot je v nekih drugih merilih Atletico v prednosti, ampak ne bi Interja tle odpisano. Inter je zdaj že 2-3 leta igra enako in z istimi ljudmi in predvsem na isti način, tako da je dober. No. In tudi žalni rezultate s tem se. Pa če gremo še na drug slovenski klub, da tako rečemo v Ligi prvakov, Leipzig, smo že Jernej na začetku omenil, Real bo seveda izraziti favorit, ampak konec koncev Leipzig se zagotovo ne bo ni prišel predati na to tekmo, bo pa zelo zanimivo videti, ker z vidika Benija Šeška, ker je doslej Beni Šeško več priložnosti dobival v Ligi prvakov, konec koncev je minuli teden dal 2 gola, sicer samo en priznan, ampak ne glede na vse. Tako da bo nekako še ena dobra šansa, da se pokaže proti najbolj slavni ekipi na svetu, ne? Če nič drugega. Če bi upoštevali, da nihče ne bo poškodovan, pa da je vse v redu v obeh klubih, ne vidim neke možnosti, kako bi lahko Leipzig šel naprej. Ker ima opravka en sicer dober trener, ampak neprimerljivo manj izkušen in manj tudi prebrisan, kot pa na drugi strani Carlo Ancelotti, ki je mogoče celo po nekih merilih ali pa statistikah najboljši doslej, mislim, to je relativno, da ne govorimo o napadu Reala, ne. To je strašno. In to primerjati z nekimi imeni, ki še prihajajo, ki so za nadaljno prodajo namenjeni v Leipzigu, to je pač neprimerljivo. In vse drugo. Je pa zdaj tako odvisen, kako bo s poškodbami, koliko bo mogel Ancelotti računati na kadre, na katere zdaj ne računa, pa da bo kar takrat, da bojo oživeli, to ne vem. Tako da lahko, da bo zanimivo. Ne? Te starejši igralci Reala bojo težko zdržali 2 tekmi z Leipzigom, ampak jih niti ni več toliko. Ne, se da je Ancelotti kar to malo pomladil in če bo vse ok, tako kot mora biti, Leipzig nima možnosti. Nobena, ne? Še to se ve. Ampak nogomet je nepredvidljiv. Spet je pa to Real, ker verjetno tudi pozim še lahko se tudi kaj spremeni v smislu kakšne ukrepitve, ampak predvsem pri Leipzigu za njih ni verjetno vsi še najboljši obet tu, da ni že v nemškem prvenstvu imajo v obrambi težave, dobivajo precej nekih golov, se prav, ko pa Juda Bellingama, Rodriga, Joseluja, Viniciusa dobiš, je pa to še malo večje zalogaj. Ne? Oni res igrajo ta slog, ki je občinstvo simpatičen, oni res igrajo zelo, zelo odprt nogomet in to zdaj že nekaj časa, to ni zdaj v tej sezoni, ni to zdaj samo z Markom Rozejem na klopi, ampak oni so in tudi profil teh igralcev, ki jih imajo je tak in oni zmagujejo in izgubljajo lahko z visokimi rezultati, lahko na njihovih tekmah je ponavadi veliko golov v Nemčiji. Oni
Nimajo takšne navijaške baze, kot jo imajo tradicionalni člani Bundeslige, ampak ravno na ta način dobivajo svoje privržence v mlajših generacijah, v Leipzigu ali pa na Saškem, v tem delu Nemčije. In to bo spektakel, seveda bo spektakularna tekma, sam tam na drugi strani je Bellingham, ki si ga omenil, pa Vinicius, pa ta novi rod Reala. Res pa je, da, kot je rekel Jernej, moramo videti, kaj bodo prinesle zimske počitnice oziroma zimski izzivi, poškodbe, kako bo. Bomo videli, ampak glede na kontinuiteto Realovih nastopov v Evropi in še povratna tekma doma, je verjetno Real na tej tekmi vendarle favorit. Pa čeprav se lahko želimo, da Šeško lepo igra, Kampel je bil nedolgo nazaj, pred 2 tednoma razglašen za najboljšega igralca, ampak. Ja, bo pa vse, kar bi bilo pač presenečenje. Svetle je zelo težko še kaj zelo dodamo. Bo pa še nekaj zelo atraktivnih tekem, kot sta že omenila. Gorazd, ne vem, prej smo se malo že pogovarjali o redakciji. Vidiš mogoče koga od papirnatih favoritov, ki bi lahko bil v težavah v tej osmini finala, ali bi katerega kot mino izpostavil? Glede na to, kako se zdaj stvari zapletajo v Barceloni, lahko to je ta tekma, kjer Napoli ima možnost in lahko išče priložnost. Sam takrat se pravimo, to je lahko v 3 mesecih ali 2 meseca. To druge pa ne vidim, kakšne take negotove tekme. City ima lahko delo, Bayern tudi se mi zdi, da bo lahko delo. Tale tekma Barcelona na Napoli, to ima neki ta pravega naboja. Bo pa tudi, ne vem, verjetno PSV, Dortmund, iz navijaškega vidika zanimiv, Porto, Arsenal, so tudi izkušena kluba, ne, mislim, kakorkoli. In tudi tale, ne, tukaj mogoče bo celo najlepši nogomet, bomo gledali v tem 3. paru, ne. Paris, Real Sociedad, tako. To je zanesljivo tekma, oziroma dvoboj vreden ogleda, ne vem. Marsikdo lahko preseneti, ne. Tako celo ne bi čisto pisal Sociedada, ker me ta Paris ne deluje tako prepričljivo, kot bi. Moramo vedeti, da je Paris še zmer moštvo v nastajanju. Vsako kolo, vsaka teden je za njih nekaj več. Ne? In Sociedad pač je ekipa, ki se je gradila in to je limitirana. Ne? Tokle gremo lahko več ne moreš. Ne moreš natočiti 2 litra vode v liter steklenice. Ne? In Paris je pač ekipa, ki vsak teden na novo spoznava sebe, trenerja, verjetno še kakšen igralec se bo vrnil, ker imajo tudi poškodb nekaj, tako da ne vidim toliko težav mine, ne, na primeru po Sociedadu. Drugače pa praktično. To je taka lepa tekenca za derkat, za 6 golov na tekmo. In Eindhoven Dortmund je pa čisto nasprotno. Pa za prodajati, ne, igralce, ne, seveda. Oba dva boja spet videli, kjer ga se da, kje malo prešvercati, pa če bo 6 golov, bo sigurno napadalci in to so spet številke, ki bo zadovoljile vse. Ja, to tvori dopaljne. Jaz se ni še že omenil. Ja, Eindhoven Dortmund pa čisto nasproti od Inter Atletico Madrid. To sta pa 2 totalno drugačna koncepta nogometa, razmišljanja, geografsko zelo blizu 2 mesti med seboj. Vsi poznajo vse mlade igralce, to so pretoki v eno, v drugo smer in bo lepo bo Eindhoven igra tudi konkurenčen nogomet, mogoče bi rekel Dortmund, ker ima povratno tekmo doma. Tudi ni tukaj nič nujno, da bi favorit šel naprej. Ja, tudi Dortmund je, se mu pripetijo, kakšni kiksi igrajo. Tudi, ja. No, pa če se navežemo mogoče iz Lige prvakov na dogajanje na tujih zelenicah ta konec tedna. Manchester City je znova remiziral, ali je že počas razlog za skrb, ne, nazadnje se jim vrh lestvice oddaljuje, ali je pač samo čakajo, da se da se vrne Kevin De Bruyne, da se vrne še kdo iz liste poškodovanih, pa bo spomlad se ta stroj nazaj ogrel, ker zdaj pa se niso to slabi rezultati, za njih so pa slabši od pričakovanj, pa že nekaj časa traja. Ne?
Malo so me tudi smole zdaj v zadnji tekmi, no, ampak ne verjamem, da lahko en igralec toliko spremeni. Ampak zdaj sem v bistvu vas nekaj drugega čakal, sam niste povedali, ne? Ker ste vsi ljubitelji Premier League, samo 2 kluba med 16 sta iz Anglije v Ligi prvakov. Tako da zdaj te tako opevane moči angleške letos ne vidimo. Lahko, da se bo končalo angleško. Vsi ljubitelji Premier League. Začelo se ni. Tako da ne, izenačena liga je, ne? Izenačena liga in tako kot smo že enkrat govorili, tudi zaradi tega je pol težko, zaradi tega prihaja do presenečenj, da City lahko doma zapravi prednost 2 golov, čeprav se pravim, z veliko smole, ampak jo je, ne? In tako naprej. Težko je v Angliji govoriti o presenečenjih, ker so lahko vsi, če imajo prave kadre na vodstvenih položajih, lahko tistih 200-300 milijonov, ki smo zanj omenili, uporabiš tako, da lahko vsega presenetiš. Ker na koncu jih lahko igra samo 11. Ne? Ti imaš lahko 2 milijarde, ampak jih boš imel samo 11 na igrišču. To je dejstvo. Jaz nisem prepričan za Arsenal, da je glih favorit pred Porto. Največji ljubitelj Arsenala. Zgodovinsko ni šans, da so in tudi po tradiciji, kako Porto zmer lahko kakšnega izločb. Porto je tukaj majster. Te tradicije iz Porta ne moreš vzeti. Saj tudi Arsenal ima tradicijo, sem sam domačo. Evropsko ima pa še tam nikakršno. Odkar je prav tale naš Ferguson, oziroma United, ki je šel tale Chelsea, ki se je pojavil, je bilo konec zgodbe. Tako da ni, tukaj ne. Kar se pa Uniteda tiče, malo sem gledal, pomlajena ekipa je, niti ni toliko slabo izgleda. Dosti borbeno so taktično so se opredelili za branjenje, šans jim niso dopuščali, strelov je bilo nešteto, ampak v tistih nasprotnih 3-4 napadih. Ja, tudi Hojlund bi lahko zadev, pa bi United zmagal. Ne, predvsem postavil se v vlogo, zdaj on je z mladimi tam igral, da imaš pa ti enega majstra, pa te 4 proti napadi končajo z 1 golom sigurno. Ne. Se pravi, oni imajo neko prenovo, obnovo in zdaj bojo mogli biti pa pazljivi, kdo od teh mojstrov, ki so vredni 150 milijonov, pa sodi noter. Ne. Tukaj so oni zdaj veliki kiksali, rečemo, da so, niso še, ker so res mladi. Se pravi, oni morajo zadeti tega, ki bo te fante, vse, ki so jih zdaj nakupili, obesil na sebe in jih bo on znal voditi čez to fazo. Vračanje v vrh. Drugače pa, vse Liverpool je isto, sam Liverpool ima srečo, da je zdaj malo neopazno, noben ga ni preveč kritiziral, ali pa da je šel lanski let že čez obnovo in leto, se tudi pri njemu igra 5 mulcev, ki sploh ne veš, kje bi jih lahko igrali, oziroma so v nastajanju. Iz kje so prišli? Ja, so v nastajanju. Do Nunez, za katerega so dali 80 milijonov, kaže, da bo, sam to še zmer traja. Ne? On se znajde v situaciji, sam gola ne da za enkrat, zdaj pa. A ga bo kdaj dal, a ga ne bo. Povezan mogoče bo odzad, vezist kakšen bo rato in Gravenbach ali kako. Ja, Gravenberg. Zanimiv igralec, da se zna, mislim, Najvsi ni šel mi navdušil v Bayern. Oba dva sta v nastajanju, ne? In Liverpool in United sta v nastajanju, s tem, da Liverpool ima malo miru več, United pač več cirkusa tradicionalno. Kar že dolg časa čaka na nek odmev dosežek. Liverpool je pa vendarle vmes vsaj nekaj do tega vinil Championship, da so minil domačem prvenstvu in v Ligi. Ja, sam je ene lepo napisal, ne. Ja, kaj se pa greste vi v Liverpoolu? 30 letih ste glih enkrat prišli nekam. No, zdaj govorim, da 4 leta. Ja. Nec pravi, da vidva bolj Bayern spremljata. Drži. Ja, ker je malo tudi Premier ligaški, ne? Drži. Ja, brez tiste pomoči bi bilo težko. Ja. Brez Kejna bi šlo težko. Drži. Je pa tudi res, da je bila ta tekma za nas ljubitelje Bayerna, ne bomo se blazno poglavljali vanjo, ampak vendar ne, če pol ekipa obleži z gripo, pa tretjo ekipo od Bundeslige zelo zanesljivo odpravaš 3-0, pa lahko bi bilo tudi več kot 3-0. Je to dobro obet. 1-5 Ja, tako je bil tisto očitno res nek lapsus, pa se je to. Sploh v Nemčiji, ki zdaj prihaja zimski premor, je to dober finiš, da tako rečemo. Tako, še božična, potem pa pauza. En mesec pauze za pozdraviti poškodbe. Tako. Pa Siniša mogoče samo še en hiter povzetek hrvaškega derbija na Maksimiru. Že dolgo tudi spet ni bilo toliko pričakovanj, na koncu pa z 0-0. Bolj zadovoljen Hajduk.
Bolj zadovoljen Hajduk glede rezultata, glede igre sem gledal tekmo, z igro me pa Hajduk razočaral, s pristopom me razočaral. To je pa, če imaš, če toliko napoveduješ, če cela domačija živi za to, da bo ta naslov prvaka prišel po letu 2005, torej bo to 19 let, to, kar so včeraj odigrali, je bilo, mislim, slabo, neustvarjalno, nebojevito. Če te to publika pride za tebe, Dinamo je bil vendarle, David ni zgolj Varga razveljavil, šlo je za centimetre kot greh v tem Varu, ampak Dinamo je pokazal več igre in mislim, da se Dinamo dviguje, Hajduk pa mogel še zelo garati, da bo držal ta pritisk, da oni pa vendarle bi radi bili prvaki. Zdaj pa ne zato, ker sem jaz, ker imam mesto od vseh te trojice, najraš je rekel, se mi zdi, da je Rijeka tukaj najmanj obremenjena in igra zdaj po 3-0 končala ta del sezone in lahko čaka na kiks na vrhu in se lahko vmešamo v koncu. Upam, če spom. Mislim, da je remi za Hajduk bil v redu. V redu, On je prišel po točko, dobil jo je. Čez en teden bojo vsi govorili samo še o adventnem sejmu, noben, da je bila tukaj slaba igra. Ne vidim, kaj bi bilo kle slabo. Sem pa se mi zdi videl, pa ne vem, če drži, ampak da sta bila v celi tekmi 2 strela na vrata. Oba imel Dinamo. Se pravi, Hajduk brez strela na vrata, Dinamo 2. To ti pove, da nihče prvič ni želel izgubiti, drugič pa, da je verjetno bliže uresničitvi cilja je bil Hajduk, ki je najbolj točko hotel. Dinamo je pa vendarle rabo kle zmago. Tako da ne bi jaz tako romantično gledal kle na te neke igre, v katerih, ki že naslednji dan niso pomembne. Točka je točka in kle Hajduk svoje dosegel, po mojem. No, se Dinamo je tudi v principu dosegel. On ima 2 tekme v zaostanku. Zdaj je 2 točke za Hajduk. In bo tako naprej. Pa za Dinamo je bilo pomembno, da se vrstu sklepni del, izločilni del te konferenčne lige, to je bilo 4. izločilno. To je šlo. Tam je bilo malo tista, zdaj pa še vedno je pa tukaj absolutno, ja ne vem, zame še vedno favorizirano v tej bitki za naslov prvaka. Glede na kvaliteto, vendarle mislim, da je več kot pa... Ja, bi se strinjal, ja, glede na to. Pa če se vrnemo zdaj za konec, da imamo danes obratni vrstni red. Na slovenske zelenice, Gorazd, v prejšnji epizodi si nama in poslušalcem rekel, da če Celje gre na zimski premor s +10, je zate prvenstvo odločeno. Enako velja za Rogaško, če izgubi, da je za njo druga slovenska liga. Usoda, oboje se je zgodil. Se kaj spremenil mnenje, ali ostajaš pri svojem? Nisem ne spremenil. Še bolj sem prepričan, da bo Celje prvak. Ker tudi tako po nekih statističnih naključjih, če greš gledati za desetletja nazaj, v katerikoli ligah, ne vem, če prideš do 2%, da so bili taki preobrati. Bi se zbral, da govorimo čist, da kuglo mečemo. Mislim, kaj šele po igri, po moštvu, po tem kapitalu, ki ga ima Celje, zdaj z njim tekmovati ne moreš več sam na igrišču. Zdaj Olimpija vprašanje, če lahko tekmuje finančno z njimi. Tako da ne vidim. Pa potem, kaj se govori, da če bo res menala prpala, pa sploh ne, ker to je igralec, ki ustreza mu ta liga, poznajo, Raketa je za našo ligo. Menda imajo še enega Nigerica navarenega v igri, ki je podoben Mesijo, mislim Mesijo, ko so ga imeli. Čak se pravi, Olimpija je 10 pik zadnji, Maribor je 18, koliko je pa Koper? Ne, pa je pa 1 točko manj, kot Maribor, je pa 7. Zdaj poslušalce. Ja, praktično, že Olimpija je zelo daleč. In Maribor in Koper sta pa če spadla zelo verjetno. Je pa zanimiv, verjetno je Celje, če gledaš, nezanimiv jezik, v tem letu nasploh največ točk osvojil. Tudi proti Olimpiji mislim, da ima več kot 16, ali je 16 točk, ali pa še več. Ne vem, točno zdaj le... V celom letu. Ja, v celom letu. V koledarskem letu. Kako so začeli s pomladanskim del, ne vem, so imeli 12 ali 14 od zaostanka, zaprav zdaj imajo 10 še do prednosti, da so Olimpijo kar močno nažgali. Sploh pa v tem finišu jesenskega dela prvenstva je Celje res predstavo naprej. Zanesljivo deluje se.
vse jim gre, ne. Z lahkoto napadajo, z lahkoto se obranijo, kar ima najmočnejše orožje je to, da niso nervozni. Igrajo svoje, igrajo, na koncu so nagrajeni, ker nasprotnik ne zdrži z brambe 90 minut. Tako, kot je bil Koper. So točen, Čakaš. Koper kakršen je. Nekako je upal, da bo zdržal, na koncu te naredi napako, tisti, ki misliš, da je najbolj zanesljiv člen, pa žogo zgrešili pred vrati, ker mislim, pač to je posledica vsega tega pritiska, prepričanja od Celjskega, da lahko, da zmorejo. In čakaš in veš, Olimpija da bo. še ni na tem. Ne? Olimpija ima potencial po igralcih, da zastavi ekipo, sam ni še v sistemu. Ko ti prideš na igrišče, pa veš, da se ti nič ne more zgoditi. Samo odigrajmo. Igrajmo in bo slej ko prej. Bo šansa. Ja, še zmer visine. Pa da se more pol matrati, pa trgati, pa tako naprej. Ne? Je pa Gorazd, rekel si, Koper tak kot je, da res ni bil prepričljiv, kot vse kaže, Safet Hadžić odhaja nazaj v klubske pisarne, tako, znov pač tudi naslednik je pa bojda že tik na tem, da bi bil znan. Ja, bolj kot presenečenje, da Hadžić gre, ne, ali pa da ni izpolnil pričakovanj, je presenečenje izbor Aleksandra Radosavljevića. Na članski konkurenci bo to na tej ravni bo to zanj debi. Kako zdaj Koper? Koper je pa ambiciozen, je zmer, sam s kom. In tukaj je pa zdaj, more se jim vse posrečati, da najdejo prave igralce. Zdelo se je, da so jih najdeli letos, ampak je prva kriza pokazala, da je polovica značajsko ne ustreza. Niso sposobni, da so dobri, lepi samo, ko gre. Kvaliteta igralcev oziroma moštva, kluba in vsega se pa vidi takrat, ko tep ne gre. Kako si se sposoben in če si se sposoben izvleči iz krize. Ne? In tukaj so pokazali, da niso sposobni, se pravi, igralci niso sposobni, da bi povlekli voz. In tako da ne vem, se pravi, spet bo odvisen od tega, kako bojo sestavili mozaik, ne, igralski. Tudi po zim verjetno pride 2-3 novi, 2-3 grejo. Ja, Max Barišić že odhaja. To je za mene dobra poteza za Maxa. Ne. In Maribora. Mislim, da je on v letih, ko more pokazati nekaj, ima potencial, težko najdem, ne vem, če je sploh v ligi obstaja igralec, ki je sposoben 1-1 tako preigravati in jeti po globini. Ne. To v reprezentanci ni tazga igralca in tukaj je, se mi zdi, tudi malo potihem upa selektor, da bi mogoče Barišić pri Mariboru vrnil ta dribling in oziroma to samozavest, ki jo je imel nekoč, jo je imel ne. Ja, pa še poškodbe so. Je pa smola, ne, če zdaj je to slučajno ali ne, pogosto in poškodovan. Ampak to je ta slog igre, ki ga ima, prinaša. Ne. Ja, lahko naredi razliko, kar bi verjetno tudi selektor prišlo prav. Verjetno Ante Šimun že točno vedel, kaj mu manjka. Ni na ključe, da gre vzel. Ravno to, ravno Ante Šimun, ki se ga omenil, on ga bo sigurno, mislim, da samo njega, on bo veliko pozornosti namenil tem zimskim pripravam. Potem, da oni grejo, kot vedno grejo potem v Turčijo in Šimunža se bo zelo resno lotil tudi Barišića, ki ima veliko priložnost, da se odreže v Mariboru, ker Maribor potrebuje takšne igralce, ker jih nima v zadnjih letih, oziroma je par poskusov, ali se mi posrečal, ali je potem igralec predčasno zapustil klub, recimo Tolič, iz nekih nenavadnih razlogov. In je to velika priložnost. Maribor pa potrebuje občinstvo, tam želi take igralce in oni, če se hočejo vrniti na neko saj podobno raven, tisti svoji najboljši, potrebuje takšnega igralca in se zelo resno pripraviti na drugi del sezone. Ja, da se vsaj vrnejo. Že v igralski pa naredijo tudi konec nek temelj za sezono. Še naslov prvaka predaleč, tukaj še vedno pokalna, pa tudi drugo, tretje mesto, saj. Da, tudi četrtega je treba obraniti. Ja. Zdaj ta izziv za Barišića bo prišel že prej, ne? Barišić pa Repas bosta kar zanimiv del reprezentance slovenske, ki bo odšla januarja na gostovanje v ZDA in tam bo lahko močneje opozoril nas selektorja kot pa potem v ligi. Tako da to je šansa, ki bi jo moral izkoristiti,
če želi realno računati na kaj več v reprezentanci. Ne, ne samo on, vsi bodo pač tam, ampak tam bojo igralci naše lige in bo zanimivo ti izgledati. No, tisto ne bo izlet, kakor poznam Matjaža Keka, vem, da bo tam želel narediti maksimalno iz teh igralcev ven iztisniti in dobiti enega ali dva, ki bi jih lahko vzel tudi zraven, ne nazadnje na Evropsko prvenstvo. Vsi več jih ne moš, ker gro ekipe je postavljen, ampak če enega do dva dobiš, ne, kot je takrat v Španiji dobil, ne vem, Vombija pa Mlakarja, pa še kakšnega, pa če en odpadel, zakaj ne bomo zdaj, drug ni, ampak to, da enega ali dva dobiš, si svoje naredil s to januarsko akcijo. Vsi več ne moš pričakovati realno, ampak vsi te imajo šanse, tudi Barišić, zakaj ne? Ja, se sploh glede na to, da nikoli ne veš, če se ti kakšna poškodba pripeti, je fino imeti nekoga, ki je saj neko to prvo izkušnjo dobil v reprezentanci. Ne, sej, to je tako smiselno. To je samo hvala Bogu, da te akcije obstajajo. To je win-win za vse, edin mogoče kakšnemu klubu ali pa trenerju, ki čist ne razume tega, lahko narobe hodi v pripravah, ampak to je super akcija. In verjamem, da bo uspešna tudi tokrat, ker imamo veliko imen, v Celju so ene trije, ne vem, Zabukovnik, Zec, tale Svetlin, ne vem, kdo še vse. Verjetno bo tudi Ratnik, ne vem, teh imen je ogromno, ki bojo zraven in to bo zanimiv pogled, ker nasprotnik pa ne bo tam neka outsider. Ne. To bo zanimiva zgodba. Tako pa, konec koncev, vsaka tekma za reprezentanco, za te igralce Slovenske lige je velik izziv, ne glede na vse. Sistem je isti, ne, kot potem pozneje, če bi jim uspel. Ja, čako. Zve, ko pride, kaj le čaka in tako naprej. Pa mogoče če za konec tega podcasta in konec jesenskega dela državnega prvenstva, če potegnemo pod črto, pa kar bi vsega od vas vprašal, kdo vas je najbolj navdušil, kdo vas je morda negativno razočaral, karkoli, če bi izpostavili, lahko ekipa, lahko igralca, lahko trenerja. Kaj je bilo tisto, na kar bi upozorilo v tem jesenskem delu? Pa mogoče, če začnemo prvo razdo. Ker jih sedi v sredini, zato da imamo potem bolj kaotičen krog. Pa v principu mogoče res Maribor največje razočaranje. Ker ni neatraktivnosti bilo, ni bilo, pač lovili so se skosne. Drugače pa, cele me je kar prepričal, moram meni tudi navdušil. Olimpija, toplo, hladno, pač tako, ker je nogometno vzdušje v Ljubljani, enkrat gor, večkrat dol. Večkrat dol, ja. Tako drugih. Mogoče Rogaška je malo smole imela, ali pa kar precej tudi zaradi samega prepričanja, da so že sposobni v prvi ligi, pa niso, ne. Očitno so se precenili. Drugače pa kar v skladu. Lestvica je kar normalna. Bravo je tukaj še, Bravo je treba pohvaliti. Zdaj, Bravo me samo zanima, ali drugi ne vidijo kvalitete v določenih igralcev, ki jih ima Bravo, ali pa dejansko gre za igralce, ki so omejeni, limitirani in da jim je to nek limit. In ta nivo Brava. Sam se pravim, zdaj ne vem, ali so drugi že to ali so že drugi to opazili, pa nobenega ne kličijo teh igralcev, ali pa Bravo to res vidi več kot drugi, To bo pa tudi konec koncev drug del prvenstva verjetno še pokazal, ne? Ja, v katero pa smer bo to šlo. Mogoče njihova pozicija niti ne, gre za to, da imajo določene igralce, ki jih vidim v kakšnem močnejšem moštvu, samo zdaj je vprašanje, ali oni imajo dejansko ta potencial, da še napredujejo oziroma se znajdejo v klubu, kjer je malo ostrejša konkurenca v igralskem kadru in konkurenca tega, kaj hočejo. In zdaj to pa ne vem, to pa ne poznam toliko, osebnostno ne poznam igralce, ker že to je dosti, da poznaš, ali pride v klub pa reče, kje ste fantje, ali je tih pa glava dol, ne. To so detajli, ki oblikujejo igralca, ne. In tudi na koncu oblikujejo moštvo. Tako, ja, ker pač v Bravo rezultatski pritisk vendarle ni, če pa prideš igrati za Maribor, pa je treba zmagati. Lep primer je Poplatnik, ne. Ja. Vsak klub v Sloveniji bi mogel imeti tazga igralca. Zdaj ne rečem Poplatnik. Tak tip igralca, kot je Poplatnik. Pa ga nima, ne. Ga v tujini iščejo. Imaš na primer enega Gradišerja, ki ga je Bravo pa označil, da ni to, pa je 7 golov od 12-13 v Rogaški v celi.
in deluje kot napadalec. Ne. Spet to je pri nas malo vse pomešano in zmešano. Ja, ker Poplatnik ni, tudi, mislim, odkriti ni presenečen, se on je že v Triglavu 10 plus golov Ja, na sam je v sezono. ne. Triglavu. Ja, ne se, ampak tako. Pa ni Ja, med najmlajšimi. ne, zdaj pa ni več. Težko bi rekel, da nas Ni, je se presenetil. pravi, ni nas presenetil, ni po drugi strani se pa vprašaš, kakšna je to liga. Ne. On pride nazaj, pa Real pa že spet zabija. Pa že prej ni imel nek sloves igralca za veliko sceno. Ne. Zdaj, to je vse čudno, no, na nek način. Pa zanimiv hkrati. Ne. Ja. Je pa tudi za Bravo, ja, tak Bravo je definitivno popestritev za ligo. Ne, letos sigurno. Mislim, sploh jesen, kako so odigrali z nekaterimi igralci, ki so atraktivne gole, da Pečar. Ja. No, evo, Pečar prihaja iz Obale, je iz Izole, iz Kopra je šel zaradi pač nekih iger, ki so jih imeli še pod prejšnjim vodstvom oziroma županom. Šel je v tujino, mislim pa v Olimpijo, ampak spet ne vemo, kaj je. Ne. Gol, 3-4 gole, ki je dal, so bili vsi za... Ja, so bili Eurogoli. Ja. So bili Eurogoli, ampak kaj zdaj z njim, kako ni mlad, mislim, mlad je mlad, ampak krati ni več med najmlajšimi. 22 let v nogometu, pa če te njim kjer, je vprašanje, če lahko še nekaj velikega računaš. Ne. Pogled, ta meja se je spustila. Mi imamo problem pravila 21, ne točno to, ki se vam... Tujini to že zdaj ni več problem, ampak je problem, da igrajo 17, 18, premladi. Ja. In to 15 isto letnik. ti, o katerih zdaj mi govorimo, ko imajo 200-300 milijonov proračune. Ja. Zmer vsako tekmo začne enkrat. Zdaj je to za Newcastle en gol 17 let. Ne? Ja, v Barceloni je mal občasno, še za Španijo je mal igra, pa je star od 17 let. Zato pa jaz mislim, da ni to problem, no, to pravilo. Problem je, da je neka napačna Tako. selekcija vse skupaj. In, Ta zavest pri trenerjih, da imaš zdaj klubih. cajt Ja. do marca to Prav. gledati. In, Da Koper ne bo več rabo minati golmana v prvi minuti. Vsi se ne strinjajo, vsi, ne, mislim, da ne pomote, ampak jaz nekako to se mi zdi, da je dobro pravilo in upam, da ga ne bodo spreminjali. So pa tendence in namigi, da ga bodo, ampak ne vem, jaz bi ohranil to. No. Enega lahko vsak noter doda ekipi igralca, govorimo o igralcu, ki ima teoretično možnost za nastopanje v 21 slovenske reprezentance, lahko je tudi mlajši. In če klub z lastne produkcije enega ne premore, jaz ne vem, kaj dela. Ja, sploh, To je čist tako plastično podčrtano. ker sploh glede na finančno moč slovenskih klubov, ki ni taka, da bi lahko vsi skozi samo kupovali. Najceneje je vzgojiti svojega in najdražjo, največjo maržo imaš z njim, Tako, ko ga prodajaš v tujino. Ne vem. drži. Sinišo bi morda ti v prvem delu prvenstva izpostavil. V prvem še. delu prvenstva pozitivna zgodba je ta Bravo. To mi je recimo nekako tako podobno, kot je nekoč bil koncept Domžal, ki mi je tudi prvo bil prav simpatičen s tem, kako so oni nagajali v Mariboru, mi smo nagajali v rezultatskem smislu Zrakom. in so razvijali dobre igralce in ta Bravo, pa bil sem dvakrat na njihovih tekmah, to se res dogaja. To, žal, pogled za obema goloma, za obema vratika, ni tribune, prazen, tam je malo na drugi strani železniška proga. Vlaki hupajo. Ne? Ja, to ti pač ne da neke podobe, ene arene, ki bi bilo 4-5 tisoč gledalcev, bi bilo veliko lepše, pa da so malo razporejeni. Ampak tekme njihove so res gledljive, govorimo zdaj za raven slovenske nogometne lige. In oni imajo to zanimivo selekcijo igralcev, zanimive igralce in koliko časa bo to tako držalo, zakaj nihče ne opazi teh igralcev, to je tudi vprašanje, to, ki ga je Gorazd odprl. Tako da oni so mi pozitivno, Maribor z izjemo tiste ene tekme proti Olimpiji, tistega derbija domačega, igra težko gledljivo, to ni atraktivno nogomet, to niso tekme, ki bi preučevali njihov velik obisk, njihovo prepadnost 3-4 tisoč ljudi, ki jih pridejo gledati. Olimpija je pa specifika, ker je pač prvič igrala ta jesenski del v Evropi, prvič se soočala s tem in ni naključje, da je na koncu delovala v Evropi bolje kot na začetku, ker to se dogaja vsem klubom, recimo, če rečemo, samo je znašel v Muri, pa Rijeki, recimo,
ki so se šele spoznali s tem evropskim ritmom in potem na koncu igral že boljš, So zmagali v to v Bratislavi. Bratislavi je bilo absolutno za gledati, je bila čisto konkurenčna, sproščena, lepo, tako da v domačem prvenstvu je pa ja, tako. Celje se mi pa zdi en tak produkt ene majhne skupine ljudi, en denarno močan produkt, ki pa nima prepoznavnosti v širšem okolju. To se mi pa zdi, da tam v Celju je pa to ni nogometnega ozračja, če se spomnimo, kako je bilo, ko je Mura sestavljal ekipo, to je bilo čisto drugače. Tam je 8 ljudi je kupilo skokov za tekmo, ki je ni bilo. In to je nekaj čisto drugega. Tako da bo pa verjetno na koncu to kvaliteto trenutno, ki ima in s temi izkušnjami in igralci, ki so že nekaj osvajali druge, bo pa verjetno na koncu res osvojila naslov prvaka. Mogoče zadnje besede. Ne, se ni treba, da je zadnja, sam hotel sem dve stvari dodati. Problem Žaka in kulise, ki je omenil Siniša, to se da tudi z dekretom reči produkcijski ekipi, dajte kamero na drugo stran, pa ne bo tribuna v zadju, ne sosednji bloki in pa železnica. To je prvo, drugo pa Domžale takrat, ko so najbolj nagajale, kot je Siniša rekel, so imele pač najboljšo ekipo v Sloveniji, ne? Polno reprezentantov in tudi največji budžet. Brez Olimpije. To je bilo v krizi Maribora in brez Olimpije, ki je bila v nižjih ligah. Tako da mogoče ni glih najbolj primerljiva zgodba, Brava pa Domžal, po mojem, da je popolnoma neprimerljiva. No. Tako, so imeli tudi nekaj mladih. Tam so najboljše iz ljubljanskega bazena počeli. So Darjo, Zahora, Rakovič, to je bilo top. In tako, da ne naštevamo teh. Plus polovico igralcev, ko so šli potem v Južno Afriko. To je bil top nivo, ne. To je neprimerljivo. Sam to, kot medklic. Ja, pa ja, mogoče če zdaj za konc, če smo že toliko menili Domžale, bi se verjetno tudi veljali izpostaviti, da so se tudi pod Dušanom Kosičem vrnili na nek drug nivo igre, ne, in da je pač to zdaj, so Domžale neka zrela ekipa za sredine lestvice. Ne. Ja, s poudarkom na sredini. Na sredini, ja, ne na vrh, ampak tudi ne za dno, kar je vmes že kazali, no, tako da mislim, da smo lepo povzeli ta prvi del državnega prvenstva. Gorast je nekaj hotel reči. Gorast, bi še dodal kakšna beseda. Potem pa to, vam pa hvala, ker ste bili z nami, slišimo se spet po božično-novoletnih praznikih, do takrat bo tudi v nogometu malo zatišja, potem pa bomo že počasi pogledovali proti drugem delu sezone, reprezentanci, ligi prvakov in vsem, kar sledi.